4 novosti, kot že rečeno, bi izpostavil. To so kot največja novost so različni štarti teka na 10 km in pa 5 km. Po lanski novi progi na obeh razdaljah smo se nekako odločili, da tudi olajšamo tistim najhitrejšim tekačem na 10 km njihovo pot v cilj, da ta štarta zamaknemo. Tako da štart 10-kilometrskega teka bo ob 9 uri in pa 10 minut, drugi štart 5-kilometrskega teka pa 5 minut za tem, se pravi ob 9 uri in pa 15 minut. Zdaj, vsako drugo leto tudi najavljamo državno prvenstvo na 42 km, kar pomeni, da je tudi letos to leto. Se pravi, v sodelovanju z Atletsko zvezo Slovenije bomo pripravili državno prvenstvo na maratonski progi. To je nekako druga zadeva. Tretja stvar je Evropski pokal v nordijski hoji. Mislim, da že 8. leto pripravljamo nordijsko hojo, od tega 5. leto tekmovalno in že 3. leto z Evropskim pokalom. Se pravi, tekači oziroma to so nordijski hodci iz kar nekaj držav, prevladujejo Poljska, Avstrija, Nemčija, bodo spet pri nas prehodili našo simpatično traso ob Muri. Kot četrta novost pa je sprememba izdaje štartnih številk. To se bo letos izdajalo v Ljubljani in pa v Mariboru v Hervisih. Zdaj, čisto točno natančne podatke, kje, kdaj, ura, bomo seveda še podali tudi tekačem, gre pa za oboje v City Parkih oziroma City Park Maribor in pa BTC City v Ljubljani. To so nekake take 4 tekmovalne novosti letošnjega leta, ker pač vedno mora biti nekaj novega. Naj se malo pohvalim, da nas je vsako leto več. Tečemo vsak petek in letos se še ni zgodilo, da bi nas bilo manj kot 20, tako da jaz mislim, da nas bo kar veliko teklo. Moram priznati, da v bistvu na tek v Radenci sem vedno šla, čeprav malo počasneje, ne najbolj pripravljena. In pol je kar naredil ta klik, da sem postala nora, ne? In sem kar začela veliko trenirati. Glede na to, da se ukvarjam s fitnessom in vodeno skupinsko vadbo, sem za sabo potegnila še kar nekaj vadečih. Posledično jih pripeljala tudi v petkih na tekaške priprave. In kot pravijo, da je tek lahko primerjati z vinom, ne? Starejši si, boljši si in mislim, da to drži, ne? Tako da vsako leto je lažje in hitreje. Ker naša prireditev mora biti ne samo vedno nova, drugačna, ampak tudi vedno boljša. O tem razmišljamo organizatorji že z zaključkom starega maratona oziroma stare prireditve. Letos smo se predvsem osredotočili na naše tekače, da jim ponudimo še eno dodatno aktivnost oziroma še dodano vrednost, in sicer tako imenovano testeninko, ki jo bomo izvedli v petek na dan pred samim maratonom. To pomeni, da bomo vse tekače, ki imajo dvignjene štartne številke tako v Mariboru, Ljubljani in pa pozneje v Radencih, nagradili z porcijo testenin, ogljikovih hidratov, da se bodo okrepčali, da bodo pridobili energijo za naslednji dan. Ta testeninka pa ne bo namenjena samo tekačem oziroma samo, da se bo dobro jedelo in pa mogoče kaj popilo. Kot veste, je postal doping ena taka točka, o kateri se je potrebno pogovarjati, ozaveščati ljudi, in na tem delamo tudi organizatorji. Zato smo povabili predstavnika oziroma direktorja SLO-ADE, gospoda Janija Dvorška, ki bo ozaveščal tekače in pa ostale ljudi, ki bodo prišli v petek na to prireditev, o dopingu, informiral ljudi, kaj sploh doping je, in pa ostale stvari z takim enim krajšim programom, z letaki, tako da dobrodošli vsi, ki jih ta tema zanima. Letos smo se odločili za sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine Gornja Radgona. Skupaj z njimi bomo poskušali pomagati socialno šibkim družinam oziroma njihovim otrokom, da jih bomo poslali na letovanje na morje. Ne čakajmo samo na glavni koncert,
se pravi skupina The Cocktails in pa naša predstavnica na Evroviziji, to je Leja Sirk, ki bo prišla, mislim, da en teden direktno po evrovizijskem nastopu takoj v Radence. Nahajamo se na terasi hotela Radin, kjer bo tudi na predvečer maratona potekala testeninka. To je eden izmed odličnih razlogov, da tekači lahko zdravilišče Radenci obiščejo že pred samim tekom, se pravi pred maratonom. Pridejo v Radence v petek, potem dvignejo štartno številko, se malo okrepčajo tukaj na terasi pri testeninki in seveda se lepo spočijo in v soboto grejo primerno umirjeni in pa sproščeni na tek. Zelo pomembno je, mi smo pri samem maratonu zraven že od samega začetka in res soustvarjamo to najbolj srčno prireditev oziroma srčni maraton v Sloveniji, ker tudi sam štart in pa zaključek teka je pred samim hotelom Radin. Za maratonce smo pripravili tudi poseben paket, tako da lahko vikend preživijo v zdravilišču v Radenci. Za tekače, ki pa ne bodo preživeli vikenda v zdravilišču, pa so na voljo tudi ugodnosti v našem kopališču, tako da se lahko potem sprostijo po samem teku. Ker pa seveda zaposleni v zdravilišču in tudi v Savi turizmu podpiramo ta dogodek, res eden izmed najbolj srčnih dogodkov v Sloveniji, se tudi več kot 50 zaposlenih udeleži tega maratona, kajti Sava turizem nam to omogoči in seveda tudi na ta način podpiramo to najbolj srčno tekaško prireditev. Vsi tisti, ki pa ne bodo tekli maratona, bodo pa maratonsko poskrbeli za dobro kulinariko, za zdravstveno oskrbo in seveda tudi spremljevalni animacijski program. In na koncu naj samo še dodam, da je ena izmed najbolj srčnih destinacij v Sloveniji zdravilišče Radenci z mano na čelo, kjer bo tudi tekla celotna moja družina, se pravi moj najmlajši sin, starejša hčerka, moj mož in pa tudi moja malenkost. Tako da res vseh 125 src in še dodatnih 4, ki prihaja z desnega brega Mure, podpiramo najbolj srčno prireditev v Sloveniji. Moram reči, da mi je zadovoljstvo, da se ta maraton 3 src že 38. odvija v Radencih, ker takrat v Radence pride ogromno tekačev, ogromno obiskovalcev. Občina šteje približno 5000 prebivalcev, 5300 prebivalcev tu nekje, takrat pa pride približno 15 000 gostov in tekačev. Tako da res si štejemo v čas, da to lahko se tu odvija. Moram pa reči, da je takrat praktično cela občina zablokirana, vse ceste so zaprte zaradi varnosti tekačev in do zdaj še noben ni od občanov prišel k meni, da bi rekel, gledajte, probleme imamo zaradi tega. Jaz pravim, da je takrat tudi neke vrste tudi praznik občine, ker takrat ljudje stojijo ob cestah, navijajo, živijo tudi s tistimi tekači, je pa tudi ogromno Radenčanov, ki tekmuje. Vorweg darf ich einmal gratulieren zu dieser Veranstaltung. Es ist wirklich eine traditionsreiche Geschichte bei diesem Dreiherzl-Marathon, der in Österreich ja auch weithin bekannt ist. Und wie Sie richtig sagen, ich habe voriges Jahr die Gelegenheit von Ihnen bekommen, eine Einladung, hier den Startschuss zu machen. Ich habe das Gefühl gehabt, hinter mir sind schon einige gestanden, die nicht wussten, ob ich mit der Pistole umgehen kann oder nicht. Es hat funktioniert, bestens funktioniert. Für mich war es einfach ein Eindruck, mit welchem Enthusiasmus die Leute hier dabei sind bei diesem Lauf, mit welcher Begeisterung von jungen bis zu älteren Personen. Und für mich kann ich nur sagen, es war für mich ein besonderes Erlebnis, hier die Starter zu haben. Ich habe das auf dem Handy heute noch drauf und schaue mir das gerne öfters an. Ich freue mich auf diese Veranstaltung auch in Österreich. Es ist immerhin ein Marathon, wo die Leute 4-mal die Grenze überschreiten. Das ist einzigartig, glaube ich, sogar weltweit. Und wir werden das natürlich von unserer Seite so weit unterstützen, soweit es geht. Und wie gesagt, wir freuen uns darauf, auf diesen schönen Marathon. Und gerade Bad Radkersburg bietet hier eine schöne, gute Kulisse. Und werden Sie wieder dieses Jahr hierher kommen? Sie haben mich jetzt festgenagelt, ich werde kommen. Glede tekmovalne scene, kot vsako leto smo tudi letos zagotovili, da bo naš maraton ne le rekreativna prireditev, ampak dejansko tudi tekmovalnega značaja. Prvo, kot je že bilo rečeno, se bo tekmovalo tudi v okviru Atletske zveze Slovenije za državno prvenstvo. Kot drugo pa smo tudi sami poskrbeli za nekaj povabljenih tekačev. Gre za tekače iz Kenije, Madžarske in pa sosednje Hrvaške.
Če izpostavim, na 42 km imamo že prijavljene oziroma že potrjene madžarsko prvakinjo na maraton, se pravi Tunde Sabo, in pa hrvaško podprvakinjo, zdaj že našo staro znanko, Marijo Vrajić. Z Keniko Kimotaj in pa Onjačo, malo imamo včasih probleme z njihovimi priimki, ampak dobro, se poskusimo nekako prilagoditi. Mislim, da bo tu največja tekma, se pravi na ženskem maratonski progi. Pri moških pa imamo tudi povabljene Kenica Rotića in pa Mađara Tamaša Nadža. To so najdaljše razdalje. Pri 21 km razdalje pa imamo med moškimi Hilary Kiptum Kimajo, pa Abel Kibet Rop, in pa pri ženskah Zita Kačer iz Mađarske in pa dajmo reči samo priimek Matebo. Tako da mislim, da bi sama tekma mogla biti zagotovljena. Zdaj sigurno pa vas zanima tudi, kakšna bo slovenska udeležba. Zdaj trenutno v Sloveniji je za sam maraton izredno slaba konkurenca. Imamo samo 2 predstavnika in eden od teh predstavnikov, Rok Puhar, bo tudi prišel na maraton. S tem, da pač v tem trenutku se še odloča, na katero razdaljo. Pač njegovo pripravljalno obdobje narekuje tudi, katerih tekem se bo udeležil. Se pravi, ne ve še točno, če bo pri nas tekel 21 ali 10 km. Tako da zdaj to je slovenske strani bolj ali manj vse. Je pa tudi še novost, da pa vsi, ki bodo želeli v slovenskem državnem prvenstvu nastopiti, se pravi, ki bodo hoteli tekmovati za državnega prvaka, se bodo mogli prijaviti ne samo pri nas, se pravi ne samo pri organizatorju, ampak tudi še na Atletski zvezi. Se pravi, letos prvič bo za državnega prvaka se moral človek oziroma tekačica prijaviti na Atletski zvezi. Se pravi, veljajo pa rezultati državnega prvenstva izključno iz tistega seznama Atletske zveze. To je takšen tekmovalni del. Bi pa še eno rahlo opozorilo, kot je že tudi župan omenil, za vse prebivalce, bi vsekakor apeliral, pravočasno pridite do prog, za tekmovalce pa pravočasno pridite do samih Radenc. Proge okoli Radenc, Radgune, avstrijskega dela so zaprte. Od 8 ure dalje je popolna zapora cest. To se pač zaradi varnosti naših tekačev mora doseči in to na tak način dosežemo. Tako da res pravočasno se je potrebno odpraviti v Radence in pa do samih navijaških mest ob progi. Ja, tudi letos imamo že potrjeno tako tekaško ekipo slovenskih nordicov, se pravi, govorimo o skakalcih, govorimo o nordijskih tekačih in pa nordijskih kombinatorcih. Zdaj točno kdo od zvezd naših skakalcev in tekačev se bo udeležil, še nimamo potrjeno. Lahko pa zagotovimo, da bo eden od obeh naših letošnjih najboljših, se pravi in Peter Prevc ali Jernej Damjan, sigurno v Radencih. Tekači imajo to zelo radi, ko jih takšne zvezde, športniki pričakajo v cilju z medaljami, tako da res vsako leto, zdaj že tradicionalno to tudi se z Smučarsko zvezo Slovenije dogovorimo in tudi letos bo tako. Se pravi, tekače v cilju pričakajo velike zvezde.